Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Ministrica Emilija Stojmenova Duh ustavlja sovražni govor. A se kaj predstavil, da bo ljudje vedeli, kdo sploh si? Ja, sem Cene Prevc in sem eden, ki se po skakalnicah zgor mičemo, se imam nekako namen posloviti po koncu te sezone, tudi uradno je tu pokoj. Kaj pa, če bi ti kar iskreno povedal, da ti je šlo toto skakanje tak za en drek, pa si se ta faks kar malo zmislil? Potem, ko smo davkoplačevalci vsa ta leta plačevali prevčke, ki se imajo po skakalnicah, furajo nek whole life. In ko imam zdaj jaz od tega? Še enega glupega električara. Faksa itak naš naredil. Tudi tvoje butaste izjave niste nek pisano. Lahko bi rekli, da bo najbolj glup kmet največji krumpir. Tista srebrna olimpijska. Bodimo realni, to se je sralo. Vsi trije zgledate kot ene kmečke butare. Pa ste vsem bebe dobili. Mislim si, da so neke sponzor, ko jim dogajajo znanci. Sovražni govor boli, povzroča stiske, uničuje življenja. Ustavi sovražni govor. Daj kakšno pohvalo za spremembo stisnjen spodaj. Namesto, da rečete skače za en drek, recite raje skače za dva dreka. Tako bo menda manj sovražno. Sedaj pa se lotimo 56. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: civilna družba goni goloba. Bo civilna družba golobu v pogubo? Naša Nika je, kot sama pravi na družbenem omrežju Facebook, živčna in tečna, ampak seveda fajta dalje. S kom se Nika pravzaprav bori, nam bo povedal naš stalni komentator Darko Mršič. Darko, toplo pozdravljen v Faktorju. Dober večer. Darko, preden greva na današnjo glavno temo, me zanima, midva nisva prevelika fena, ministrice Emilije Stojmenove Duh, in zdaj v duhu te njihove akcije pregona sovražnega govora lahko stisneva kakšno pohvalo za ta video, ki smo ga pravkar predvajali, ali ne? Jaz še nobenega lajka nisem stisnil na serijo teh objav oziroma teh videov. Enostavno se mi zdi, kot da celo taki videi še dodatno generirajo ta govor, ker in ne vem, od kje tistemu, ki si je zamislil te scenarije, vse te grozne besede in grozna izražanja, ker jaz v svojem krogu, v nekem in digitalnem in socialnem, nekem fizičnem mehurčku nikoli nisem zaznaval resnično tako žaljivih komentarjev. In me res preseneča, ne vem, v kakšnem krogu živijo ljudje, ki si zamišljajo sovražni govor na takem nivoju v Sloveniji. Je pa res, da mogoče jaz ravno ne berem komentarjev pod članki anonimnežev in tako naprej. Mislim, da bi se mogli začeti predvsem s tem ukvarjati, kako to anonimizacijo nekako regulirati. Ja. Ampak je sploh sovražni govor, če nekomu rečeš, da skače za en drek? Mislim, lahko je to nevljudno, neotesano, verjetno pa to ni sovražni govor, ne? To vsekakor ni sovražni govor. Glejte, se imamo mi, zdaj smo v tem nekem obdobju športnega zanosa glede svetovnega prvenstva. Vidimo recimo reakcije predvsem v tej naši soseščini po tekmah recimo Srbije ali Hrvaške, kaj se vse dogajalo. Tako ob igrišču, na igrišču, tako med akterji kot med samimi navijači in ljudmi, ki spremljajo ta šport. In enostavno to, da pač nekdo slabo igra, pa kako se mi izrazimo, sem pa ite na katerokoli tekmo nižjih lig ali slovenske prve lige, kjer je nekako šport relativno popularen, je to košarka, nogomet, rokomet, se boste zelo zabavali na tribunah ob spremljanju, predvsem če gre domačinom slabo. Mislim, da je to neka naša folklora, tako da res pa to, kaj pa sovražni govor v tistih nekih drugih posnetkih, kjer so šli pa res prek neke meje,
ki pa je jaz nisem do sedaj zaznaval. Jaz mislim, da smo si nekateri res digitalno preobrazbo drugače predstavljali, ne? Upam, da to že ni sovražni govor, če pa je, boste pa vi gledalke in gledalci med prvimi izvedeli. Darko, zdaj naša Nika je bila somišljeniki oziroma kot se je ona izrazila, ne, z domačimi. Včeraj na oddaji Tarča na nacionalni televiziji ni pozabila povedati, da je to pač prvič, da je ona na Tarči, zaradi tega je tudi baje živčna. Povedala je tudi, da bo tečna, to mogoče niti ni rabila reči, pa smo ji kar verjeli že. Zdaj, civilna družba bi naj ustoličila Roberta Goloba, ne, oziroma mu bistveno pripomogla, da pride na oblast. Saj ta del civilne družbe ali pa ti akterji, ki nekako so v javnosti prepoznani kot civilna družba. V kolikšni meri se ti strinjaš s to oceno? Se res more Robert Golob za svoj volilni uspeh, za to, da je postal predsednik vlade, zahvaliti Niki Kovač in njenim domačim? Ja, predvsem jaz mislim, da tisti, ki so iz Nike Kovač naredili neko figuro in neko osebnost boja za pravičnost, ti isti so naredili tudi Roberta Goloba. To se pravi, ni Nika naredila Roberta Goloba in ni Nikino fajtanje naredilo rezultata Robertu Golobu, so pa naredile neke strukture, predvsem medijske, predvsem pumpanje javnega mnenja in kreiranje javnega mnenja je naredilo tako Niko Kovač kot Roberta Goloba. Mislim, da bi tudi brez Nike Kovač Robert Golob bil oziroma nekdo drug v seriji teh instant odrešenikov. Vsekakor pa Nika Golob je sigurno pripomogla je predvsem s tem, da je ona in vse te civilno-družbena gibanja, ki so sodelovala predvsem v tistem v preteklem letu in pol pred volitvami, ki so pač jasno in definirano usmerjena. Mislim, da so tudi je tudi nekdo sinoči v Tarči, na žalost nisem gledal, ampak je, kolikor sem spremljal, je tudi omenil, da gre za levo-sredinska ali levo usmerjena civilna gibanja, kar je potrjujem, da to tako je, glede na politična sporočila in na problematike, ki jih naslavljajo. Mislim, da je pač v tem primeru Nika Kovač in ta civilna gibanja so poskušala neko agendo, predvsem agendo radikalne levice umestiti v novo vlado, ker ta sama politična pozicioniranja verjetno levica ne bi mogla doseči sama na volitvah oziroma ne bi mogla doseči take moči, da jih kasneje implementira v zakone ali kako drugače. Ja, zdaj, če beremo recimo filozofa Borisa Vezeka na njegovem spletnem blogu ali pa če preberemo uvodnik urednika današnje Mladine Gregorja Repovža, ne, imamo občutek, da v bistvu civilna družba, saj ta Nikini domači, ne, na čelu z Niko, da oni se še zmeraj proti Janši pač borijo, niso še prešaltali, da je zdaj nekdo drug, ne. Vidimo Janša kot tragedija, Golob kot farsa in pa Golob ni Janša. Zdaj, kdaj ti misliš, Darko, če sploh bojo oni preklopili na to, da bodo nastavljali ogledalo aktualni oblasti, ali misliš, da svoj obstoj in pač to, kar morajo početi, dojemajo zgolj kot boj proti Janši, pa ni važno, a Janša sploh na dnevnem redu ali ne? Jaz mislim, da je to kombinacija obojega. Janša bo v vsakem primeru verjetno, če se morbidno izrazim, do smrti neka tista točka referenčna, na kateri se bojo gradile politike kontra. Po drugi strani pa se mi zdi, da z tega pola prihajajo neka negativna mišljenja o trenutni vladi in neka razočaranja. Je pa to izpostavljanje Janše, tako sinoči v Tarči in s temi prispevki Repovža, je pa neko kupovanje časa za Golobovo vlado, mogoče kupovanje časa do nekih dodatnih, če lahko rečem, finančnih in materialnih injekcij za ta gibanja oziroma za te civilne iniciative in organizacije. Tako da mislim, da je kombinacija obojega, vsekakor pa to
mislim, da Golobu ne bo ta proces dolgotrajen. To lahko mogoče še neki pol leta se naslanjamo na neko razočaranje oziroma na neko krivico pretekle vlade. Enkrat pa bo to izvenelo, takrat pa vseeno mislim, da se vrata neki desnosredinski opciji vseeno ne bojo odprla. Prej pričakujem, da bi se mogoče z neko reformo vlade ali z nekim ponovnim novim obrazom vzdržala ta neka kontinuiteta teh derivatov, kot jaz pravim, bivšega LDS-a. Ja. A si ti pričakoval, Darko, da bo tako hitro, ne vemo, da Levica je sama sebi največji sovražnik tudi, ali pa predvsem, ko je na oblasti, si pričakoval, da bo tako hitro začelo pokati, kot je začelo? Ne, resnično nisem pričakoval, predvsem zato, ker sem mislil, da so se te strukture nekako naučile iz napak preteklih novih obrazov, preteklih teh struktur oziroma teh političnih instanc strank, ki so nastajale, ampak več kot očitno je, da je tole mogoče celo najslabši začetek od vseh teh nekih projektov, od Mira Cerarja, Marjana Šarca in tako naprej. Ne vem pa, resnično ne razumem, da se je šlo predvsem v tej konfrontaciji z gospod Tatjano Bobnar, zdaj še bivšo ministrico, da se je šlo tako brutalno, ker če se spomnimo recimo v preteklih vladah, ko je prihajalo do nekih zamenjav ministrov, so vseeno te koalicijski partnerji oziroma vsaj stranka, iz katere so bili odstavljeni oziroma zamenjani ministri, so nekako stale ob strani, pa so to zamenjavo nekako upravičevale kot pač da gre za neko integriteto, za zaščito, za ne vem, za bolj kot ne izpolnitev nekih dolga do javnosti, pa bomo zamenjali, pa bo vse v redu. Tukaj pa vidimo, da so recimo gospod Tatjano Bobnar pustili popolnoma na cedilu, obrnili hrbet, jo diskreditirali in nekako strokovno in osebnostno in ne vem, če bo tako naprej šlo, mislim, da je to eden od najslabših začetkov. V redu, najin začetek verjamem, da je boljši, ampak vseeno predlagam, da si vzamemo malo premora, tako da ne nam uvid, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujejo s komentiranjem, zakaj civilna družba goni Goloba. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator Darko Mršič. Pogovarjava pa se o tem, ali bo civilna družba Golobu v pogubo. Zdaj, Darko, rekel si, predno smo šla na krajši premor, da te preseneča, da so koalicijske stranke, kolegi v vladi, praktično vsi kot na povelje Tatjani Bobnar obrnili hrbet, tisti hip, ko pač se je razšla konceptualno, da tako rečeva, s predsednikom vlade, ampak vseeno, ta del civilne družbe oziroma te organizacije, ki veljajo za civilno družbo pri nas, ki podpira obstoječo oblast, pa niso tako odreagirali. Očitno ta urok Goloba, misliš, da je tam že popustil, ali ga nikoli ni bilo tako močnega, kot je mogoče pri teh njegovih res političnih sopotnikih? Jaz vsekakor mislim, da v tej civilno-družbeni sferi, teh recimo 8. marca, pa teh Jenulovih in Jarčevih gibanj, ni nikoli bil nekako blizu Golobu, se pravim, ampak njihov interes je predvsem bil, da neke svoje politike nekako vgradijo v novo vlado, in kakršnakoli je anti-Janša vlada, bojo oni zraven. Ker to se je jasno kazalo tudi s samim nastopom Levice v kampanji, ker to je verjetno jim je bila to edina rešitev. Mislim, Levica bi najbrž spet z neko a priori opozicionarsko držo, kar jo je mogoče dolga leta lahko gojil na desni strani Jelinčič, pa je z nekimi 4-5% prihajal
parlament Levici je tokrat kazalo zelo slabo, predvsem zaradi tega, ker se je vsa ta javnomnenjska neka osredotočenost nekako usmerjala na samo anti-Janša, karkoli je proti Janši je dovolj in zato je prišlo do tega, da je dobilo Gibanje Svoboda tak procent oziroma Robert Golob. Tako da mislim, da tukaj ne bo velike ljubezni. Jaz celo lahko pričakujem, da če bi recimo Levica začutila, da bi znal biti problem in da jim mogoče celo zdaj samo sodelovanje v vladi zbija rejting, da bi predvsem na temah recimo zdravstvenega zavarovanja, nezmožnosti implementacije tistih svojih točk glede gradnje stanovanj in tako naprej, da bi znali recimo čez par mesecev tudi stopiti iz vlade. Misliš stranko Levice, ne? Stranko Levico, ja, seveda. Mislim, jaz sem že v prejšnjih oddajah smo se pogovarjali in jaz sem na stališču, da so vse ta gibanja dejansko pač parastrankarske strukture stranke Levica in nič drugega. To so megafoni stranke Levica, tisto, kar Levica ne more govoriti na glas, oziroma Levica kot stranka ne bi mogla teh politik nekako z neko svojo politično močjo implementirati v parlamentu, jih pač na podlagi tega pritiska teh parastrankarskih struktur preko medijev, preko javnosti implementira na ta način. Ja, zdaj vsi ti naši, se pravi Nika, Jaša Jenull, Muki in tako naprej, zatrjujejo, da bodo enako kritični in pač strogi do Goloba, kot so bili do Janše. Po drugi strani vidiva, Darko Mršič, da je Inštitut 8. marec, potem ko so šli mimo 3 referendumi, objavil, da odhaja na dopust, kar je nenavadno, predvsem zato, ker nimajo nobenega zaposlenega, se pravi, kako greš na dopust, še nisi zaposlen. Tako da očitno oni ne mislijo, da je tle treba zelo pod prste Golobu gledati in nenavadno, ravno med tem njihovim dopustom v narekovajih so se zgodile te stvari, ki so se zgodile. A je to znak, da mora Inštitut 8. marec priti z dopusta ali si lahko privošči zdaj, da je do naslednjih volitev na dopust? Ja, niso lih tisti klasični watchdogs, očitno, glede na to, da so celo ta svoj dopust nekako v javnost prezentirali kot neko revolucionarno dejanje, ker načeloma naj bi si dopust zaslužili in to en mesec, cel mesec menda. Zdaj ne vem, a je že toliko mimo, da je Nika Kovač prišla predčasno iz Brazilije ali je ta mesec potekal, nisem nekako gledal na koledar. Vsekakor pa mislim, da ne bojo sigurno še v tem trenutku, se pravim, kot sem na začetku oddaje povedal, njihova moč je odvisna, to se pravi njihovih stališč te civilne družbe je odvisna od istih ljudi, od katerih je odvisna bila moč na volitvah Roberta Goloba. Tako da tudi, če pride do tega, da bi pa zgleda ne bo, jaz mislim, se pravim, kot sem že rekel, da si kupujejo čas s tem, da nekako se postavljajo v pozicijo, da morajo premisliti, da oni nobenih protestov, nobenih kontriranj niso delali stihijsko in ad hoc, ampak s premislekom, kar vemo, da ni res. Mislim, na vlado Janeza Janše so se isti dan po formiranju usuli masovni protesti, začelo se je na internetu, pa z nekimi temi spletnimi kampanjami, potem pa s tistim kolesarjenjem in tako naprej. To je bilo od prvega dneva, tako da ni bilo nekega hudega premisleka, niti čakanja na to, kaj bo vlada naredila, pa tistih, ne vem, pregovornih 100 dni miru. Tako da ne verjamem, da je to njihov modus operandi, ker to očitno ni bilo tako v prejšnji vladi. Je pa, se pravi, mislim, da je tu še tipanje, kaj bo s to vlado in ko bo signal ali iz Levice ali iz teh struktur, oziroma koliko bojo te strukture sploh pustile, da Nika Kovač in Jaša Jenull in Teja Jarc postanejo spet tisti neki frontmeni tako v javnosti kot v teh nekih mainstream medijih. Od tega bo predvsem odvisno,
kakšen bo potem potek tega njihovega protestniškega in vstajniškega duha proti aktualni vladi. Ja. Si pa ti danes, se mi zdi, dobro ugotovil, ne, na družbenih omrežjih, da kljub temu, da je Levica na oblasti, ne, in da so zraven Nika in Muki in Jaša in Nul in vsi ti naši, ne, pa ni videti nobene joka za to, da recimo učiteljice, medicinske sestre, vzgojiteljice, knjižničarke in tako naprej recimo ne dobijo božičnice. Ne. Človek bi pričakoval pač od teh, ki se zavzemajo zelo za enakost med spoloma, ne, za odpravo plačnih razlik in tako naprej, da bi se kaj zavzeli v to smer, pa nič ni videti, da bi se tukaj posebej dogajalo. Ja, sploh iz stališča, recimo, če gledamo to neko javno upravo kot celoto, ki je dejansko prišlo do tega, da so se neka plačni razredi spremenili, da ni neke več celotne, enotne lestvice. Z mojega stališča vsekakor ne mislim, da mogoče cela javna uprava mora imeti izplačano božičnico, ampak predvsem te ljudje, ki so na glas govorili, ki so dobili volitve, ki so dobili celo referendum o vodi in te 3 zadnje referendume, tako rekoč na nekih ključnih besedah, če lahko to tako rečem, solidarnosti, enakosti, poskrbimo en drug za drugega, mislim, v referendumu o RTV-ju, mislim, da je nekem v tem smislu skrbimo drug za drugega, da te ljudje, ki so ravno na teh emocionalnih zgodbah o solidarnosti, o boju za tiste najšibkejše, dobijali te neke politične zgodbe, ki dejansko s tem nimajo veze, zdaj ne pokažejo solidarnosti, pa moramo vedeti, da so tu tudi sindikati, ki so bili vedno blizu tej opciji in so enostavno tiho. Mislim, meni je nerazumljivo, da nekdo, ki skrbi za otroka, ki je več z otrokom kot dejansko starši v današnji družbi. Ja. Če gledamo 8 ur v vrtcu, ali nekdo, ki skrbi za stare starše po cele dneve v nekih zavodih, v domovih za ostarele, pa na koncu koncev učitelji, medicinske sestre, da ne dobijo božičnice. Po drugi strani se hvalimo z gospodarsko rastjo, te isti mediji, ki forsirajo zgodbe Nike Kovač in teh združb, nam tako radi predstavljajo to sliko. Poglejte, kje v gospodarstvu bo letos 2000 evrov božičnice, kje bo 2500 evrov. A veste, te isti mediji pa ne pokažejo, da bo mogoče medicinska sestra letos delala za božič in za novo leto, pa njej recimo božičnica ne pripada. In to mene predvsem boli, ta ugrabljenost besed solidarnosti, ugrabljenost teh besed tiste osnovne socialne demokracije, ki se izkorišča za povsem druge politične cilje. V teh primerih pa recimo so pa te ljudje povsem pozabljeni in nažalost te ljudje so v večini tudi glasovali po nekem mojem, prepričanju, po nekih mojih vedenjih, pa jih pustijo te isti na cedilu. Ja, zdaj Darko, Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav, predno sta se pač Bobnarjeva odločila, da bo vztrajala z predlogom njegovega imenovanja in posledično odstopila, predno je on ugotovil verjetno, da nikoli ne bo generalni direktor policije pod Robertom Golobom, zamenjala mislim, da 76 vodilnih v policiji, ne. Nihče se tu ni oglasil. Se tebi zdi čudno, da si je zdaj ta civilna družba pa ravno njo kot ministrico, notranjo ministrico, če hočeš ministrico za policijo, tako zapisala v srce, da je to edina stvar, zaradi katere recimo kritizirajo Goloba? Ja, mislim, da zdaj ta civilna družba, zakaj si je to tako zapisala, jaz ne vem. Mislim, da so to tudi signali nekje iz ozadja. Vsekakor se pa mislim, da cel ta postopek, cel ta proces, ki ga je verjetno gospa Bobnarjeva že speljala, ni bil tako nedolžen. Mislim, ona je nekako sledila tem nekim očitno političnim signalom. Zdaj pa kje se je zataknilo, da celo to ni bilo dovolj, pa jaz ne vem. Kar se pa civilne družbe tiče, pa se pravim, jaz mislim, da je to nek signal.
mogoče neka omilitev zgodbe, pač zadeva bo šla mimo in civilna družba bo mogoče oprana neke tiste odgovornosti, da ni nič rekla, da se vsaj v tem primeru se je vsaj oglasila, nekaj postavila neko stališče, ampak zadeva bo šla naprej in to je ena od prvih v nizu, mislim, da bo zdaj, da se bo počasi Pandorina skrinjica začela odpirati. Ja. Zdaj, če se malo pohecava, lahko tudi Marto Kos zdaj uvrstiva v civilno družbo, ne? Ko ni več podpredsednica Gibanja Svobode, nesojena njihova predsedniška kandidatka. Tudi ona je zdaj udarila po Golobu, ne? Pravi, to ni več moja stranka. Zdaj, stranka, ki je nastala, kdaj? Aprila, ne? Ja, pa recimo od decembra že ni več njena stranka. Zdaj vprašanje, če kdaj je sploh bila, ker je ona druge vrste ptič, ne? Je Kos, ni Golob. Ampak v pol leta je pa hiter, ne? Da stranka ni več tvoja stranka. Darko. Ja, to je res, no, mislim, meni je predvsem zanimivo, ker ne vem, ta nek osnovni koncept te stranke, kaj predstavlja program, smernice, kdo so te ljudje, če si jih je Marta Kos zapomnila pred volitvami tiste en mesec in da je jo to stranko dejansko posvojila kot svojo in absorbirala vse te njene vsebine kot svoje, vsa čast, ampak resnično dvomim, ker teh vsebin ni bilo toliko, te vsebine niso bile toliko konkretne. Glejte, pa če se vrnemo ravno na to civilno družbo, pa nam so na Trgu Republike so nam koalicijsko pogodbo te vlade sestavljali ljudje z nekimi, ne vem, loparčki, kjer se je dvigalo bomo za ali proti. V Gibanju Svoboda pa sploh, mislim, mi ne moramo govoriti o socialnih demokratih, ki vsekakor poskrbijo, da napišejo nek program, ki temelji na nekih njihovih vrednotah. Pri Gibanju Svoboda pa težko rečeš, da je to tvoja stranka. Ona bi se mogoče zdajle v fazi leta ali pa pol leta zdajle lahko pokazalo, kam dejansko ta stranka gre. In težko je reči, da je to tvoja stranka. To je bilo interesno združenje za neke, predvsem v njenem primeru, mislim, da vseeno za neke osebne interese, za pozicioniranje politično, kar ji v nekem trenutku ni uspelo z kandidaturo za predsednico. Očitno je izpadla tudi iz nekih kombinacij za želene pozicije v diplomaciji, tako da mislim, da je ta resnično to vir njenega nezadovoljstva in ne to, da stranka ni več njena stranka, ker ta stranka dejansko ni stranka, po mojem mnenju. Zakaj, Darko, ti misliš, da recimo Nika, Muki, Jaša Jenull in ostali verjamejo Golobu, ne? Ko pač pravi, ja, zato ker je bila mesec kasneje objavljena fotografija mojih otrok, sem mesec predtem spremenil uredbo o varovanju, ne, udelil to varovanje, ga spravil pod sekretariat vlade in ga razširil še na moje družinske člane. Ne verjamem mu pa, ko reče, da ni politično pritiskal na Tatjano Bobnar in da pač ona ni imela razlogov za svoj odstop. Se pravim, tukaj bi se vrnil na to. Jaz dvomim, da imajo ta civilna gibanja tudi neko z vsem, kar gre v javnost, s čimer gre v javnost, da ni ravno neko avtonomno mnenje, da je to mnenje, ki je PR-ovsko lepo zapakirano, z nekim konkretnim namenom in mislim, da tu nihče, tudi mislim, da najbližji sodelavci ali pa mogoče oni sploh ne, ampak najbolj zaverovani kako bi rekel, navijači Roberta Goloba, mislim, da temu ne verjamejo. Predvsem pa iz stališča, da mislim, da vsak povprečen državljan nekako ve približno, kako funkcionira to neko varovanje oziroma skrb za te varovane osebe. Predvsem pa tudi iz tega stališča, da je gospod Golob sam izpostavil svojo družino, kot je nekdo zapisal, mislim, da je celo policija odgovorila, da pač izpostavljanje na javnih krajih te ne more zaščititi od nikakršnega fotografa in da je to povsem logična posledica tega, ko si enkrat javna osebnost, si to vzameš v zakup. Mi je pa predvsem zanimivo,
kako je reagiral gospod Robert Golob pred nekaj dnevi v intervjuju, kjer je dejansko izkoristil to zgodbo za brisanje vseh teh afer, ki počasi plavajo na površje, z neko trdo držo, kjer on bo vse naredil za zaščito svoje družine. Mislim, to zanimivo, no? Zanimiv mi je bil ta predvsem njegov nastop. Ne vem, pa resnično, se pravim, civilna družba ima to neko agendo, ki je sestavljena in vsaka njihova ta javnost komunicirana pozicija je načrtovana. No, najvidnejši predstavniki Gibanja Svobode, na čelu s premierjem Golobom, so pred in po volitvah zatrjevali, da pač policija več ne bo dvignila roke na državljana. Pa poglejmo, zdaj kolegi iz Pop TV so posneli, kako poteka posredovanje policije, zdaj, ko je Svoboda. Poglejmo. Takole vlekla proti parkirišču. Lahko tukaj, a lahko tukaj stopiti. Odrejeno vam je pridržanje. Ker se je gospod še naprej upiral, ga je kar 5 policistov prijelo, položilo in pritisnilo v tla. S tem pa so seveda še bolj razburili že tako jezne domačine. Robo smo dajem, kaj je hudiča? Ne bom se robo smo dajem, bomo že teče. Bomo že mi poskrbeli za njega. Moškega so, okrvavljenega po delu obraza, uklenjenega odpeljali na bežigrajsko policijsko postajo. Da je pri posredovanju policistov utrpel lažje poškodbe, so nam uradno potrdili tudi na policiji. Tu je stanje v Sloveniji, Ljubljana 2022, brez odredb, zloraba policije. Ne moremo verjeti, da se to zares dogaja, tako pa še eden od upornikov, tudi sam se je o posredovanju policista zvrnil na tla. Mene je pač policija podrla po tleh, zaradi tega, ker sem hotel snimati to policijsko nasilje. Tukaj je samo še nadaljevanje oziroma nadgrajevanje vse te Jankovićeve svinjarije, ki jo dela. Mi nismo več država, mi smo Ja, zdaj, Darko, tu sta dva vidika, se mi zdi. Eden je ta, če rabiš 5 policistov, da strokovno vladajo enega starejšega gospoda, ki se sam pasivno upira, pol se vpraša, kakšno je to strokovno znanje teh policistov, ampak verjamem, da je njim še najtežje. Po drugi strani pa nismo slišali nobenih ogorčenih reakcij, strani teh, ki se borijo za pravice posebej malega človeka proti sistemu, proti oblasti in tako naprej. Zakaj recimo po tvoje je to šlo mimo? Je težava v tem, da zdaj, ko ni Bobnarjeva in ko ni generalnega direktorja policije, je v bistvu vsaka kritika, ki jo izrečeš na delo policije, pač v bistvu kritika Roberta Goloba ali kako? Jaz bi predvsem še omenil tisto, da kar se tiče tega nasilja političnega, se spomnimo tistega famoznega govora Urške Klakočar Zupančič v državnem zboru, tisti njen prvi govor, kjer je jasno rekla, da bo prva dvignila glas proti Robertu Golobu. Če bo kakršnokoli oblika nasilja, nesorazmernega nasilja proti državljanom, če se kadarkoli ponovi kaj takega, in jaz mislim, da je tole, če primerjamo tisto udor na obvoznico, kjer si ogrozil življenja voznikov, vseh v bistvu in teh, ki so protestirali. Da ne govorimo o baklah, o granitnih kockah, o napadih na kamermane in tako naprej. Zdaj pa tu ljudje stojijo na svoji njivi, na svojem lastnem zemljišču in je brez reakcij tako iz te politične opcije, ki je pristala in dobila tako podporo ravno na temu, nekako na boju za svobodo proti represiji in tako naprej. Mislim, to je neka njihova glavna nit, gibanje Svoboda. Po drugi strani mi je zanimivo tudi, da se nihče ne oglaša tudi z tega okoljskega vidika na tej temi. Vemo, zakaj se gre na tem območju, vemo, da gre kanalizacija čez vodovarstveno območje, čez zadrževalnike podzemne vode in tako naprej. In tu ravno te politične opcije, ki gradijo svojo neko bazo, zaupanje in podporo javnosti na okolju, na svoboščinah, na pravicah posameznika in skupnosti, so popolnoma tiho
In mene to resnično preseneča. Mene nič drugega ne preseneča. Lahko mislimo drugače, lahko se tudi kregamo o nekih ideoloških temah, ampak ko prije do tega, se bom jaz postavil v vlogo tistega, kar zagovarjam, ne glede na to, kdo je na oblasti, ne glede na to, kdo vodi policijo, ali je policija trenutno brez vodstva. In tu ni popuščanja. Ko enkrat tu popustimo, lahko pride stvar zelo daleč. Ker potem se selektivno, očitno prije v javnost taka slika, da se selektivno izbira tudi postopke, načine nekako borbe proti, ne vem, enim ali drugim, in tudi na koncu koncev se potem postavlja povsem legitimno vprašanje, ali se policija v nekih primerih zlorablja za utišanje nekih protestov, po drugi strani pa varuje druge civilna gibanja in civilna združenja, ki pa mogoče veliko bolj agresivno nastopajo na ulicah in v javnosti. Ja, zdaj, nenavadno je tudi zato, ker lani smo zaradi teh istih ljudi šli na referendum, ker je bila ogrožena čista pitna voda, ne? Zdaj pa vidimo pri tem projektu, ker pa res verjetno gre za ogrožanje čiste pitne vode, pa grobna tišina. Se pravim, ta zelena agenda je ena od ključnih bila tudi v gibanju Svoboda. Če se vrnemo, da ne govorimo o 8. marcu. Očitno je zima odnesla tudi to. Ampak danes je zaokrožila tudi novica, ki jo je povzela STA na podlagi pisanja tednika Mladine, da zoper Goloba in GEN-I poteka predkazenski postopek, ki ga usmerja specializirano državno tožilstvo. Nenavadno, ker recimo zakon nov RTV, ki je bil na referendumu, določa, da če je proti nekomu zgolj vložena ovadba, kazenska ovadba strani kogarkoli, ni več primeren za delo v programskem svetu RTV. Zdaj, težava, Golob ne more biti svetnik v programskem svetu RTV, potem, če zdaj zoper njega teče postopek, je pa lahko še naprej predsednik vlade. Misliš, da ima tu civilna družba naslednji problem, kjer bojo morali ali pokazati prave karte, ali pa še naprej tiščati glavo v pesek? Jaz bi prvi stopil na proteste oziroma bi podpisal kakršnokoli inicijativo ali peticijo 8. marca, če bi se postavil vlogo, da se držijo tega, da v politiki ne morejo biti ljudje, ki so kaznovani, to se pravi v kazenskih postopkih in tako naprej, da velja za vse. Mislim, da danes ne more, verjetno čistilka ne more delati v javnem zavodu, ali je šola, ali je brez potrdila o nekaznovanju. In mislim, da bi takoj stopil, jaz bi prvi z Niko Kovač stopil v to kampanjo, ampak očitno to ni, se pravim, to ni tisto, kar jim iz ozadja nekdo presira, kar jim daje kot tisto ključno temo za naslavljanje javnosti. In dokler bo to tako selektivno, bomo mi mogli biti civilna družba, ki nismo del ne ene, ne druge neke parastrankarske organizacije, in moramo vedeti, da smo vsi mi civilna družba. In da bo očitno treba iz teh krempljev te fake civilne družbe vrniti to ime nazaj in ga uporabljati dejansko in ga vrniti nazaj državljanom. Bomo vprašali Inštitut 8. marec, če se bo pridružil tvoji pobudi, ko pridejo z dopusta. Za danes pa, Darko Mršič, najlepša hvala za tvoje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, kdo goni Goloba, že 812. faktor na TV3. Gledajte naše oddaje tudi čez vikend, mi pa se v živo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, čigav talec je pri nas Levica. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.